Zdaj, vse te stvari povezane z denarjem, jaz itak mislim, da to izvirajo iz našega družinskega drevesa. Dobre stvari, slabe stvari in tako naprej. To je ena slabi stvari. Tudi pri meni je tako. Tle sem bil isti. Se pač prva stvar, ki sem jo naredil, jaz pri 18 je bil kredit za avto in motor. Denar je tabu tema, tudi znotraj družin. Marsikdo se ne pogovarja o denarju, vem, da si marsikateri partnerji med seboj ne zaupajo niti koliko zaslužijo. Ja, niti koliko imajo privarčevanja, tako skrivajo si. Denar je povezan z varnostjo, srečo in tako naprej. Jaz mislim, da saj pri nas družinsko je bilo tako, če je bil kdaj kreg, če je bilo kdaj nezadovoljstvo doma, je bilo vedno zaradi tega denarja. Ljudje te vidijo kot uspešnega posameznika. Jaz pa sebe še ne. Še ne? Še ne. Kaj pa rabiš še, da boš rekel, jaz sem pa uspešen? Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes je z menoj človek, zaradi katerega marsikdo pride dobre volje v službo. Denis Avdić. Upam, da res. Dobro jutro, dober dan, dober večer. Zdravo, Denis. Mogoče bi ti morali biti delodajalci hvaležni, ker pridajo zaposleni dobre volje v službo in posledično so mogoče celo bolj produktivni. Kaj misliš? A ste delali kdaj raziskavo produktivnosti? Ne, nismo. Je prav danes ena poslušalka, ki je poklicala iz Bohinja, neko pač nagradno igro imamo in smo se slišali in je prav mogla povedati, je rekla, vedno prijem dobre volje, z vami sem že, ne vem, koliko časa se že mi družimo in tako naprej. Sem vprašal, ajde, koliko časa se pa družimo? Prav od začetka. Po mojem imam občutek, že žene 20 let in pa sem bil tako, res je, ja, mi smo že kar dolgo, žene 16 let zjutraj. Tako da, ja, mi poskušamo to narediti, v bistvu nekako zbuditi ljudi zjutraj in spraviti v dobro voljo in v nov dan. Tako da raziskave pa ni zdaj. No, naredite raziskavo, pa se bomo pa pogovarjali tudi o produktivnosti. Skratka, mi da se bomo danes pogovarjali o denarju, o upravljanju osebnega družinskega premoženja, pogovarjali se bomo tudi o čustvih, strah, pohleb, iskanje bližnjic, skratka, pogovarjali se bomo o psihologiji denarja. 19. oktober, dogodek Psihologija denarja, pride svetovno znan avtor, svetovno znane uspešnice psihologije denarja Morgan Housel, prvič v Sloveniji, prvič v regiji in ti si z menoj sem navdušen, soorganizator tega dogodka in jaz sem navdušena, da si ti del te zgodbe. Jaz se prav veselim tega. Meni je, pač sem fan njega, lahko rečem njegovih naukov, knjige in tega, kar pač v bistvu on nekako poskuša predati naprej vsem nam. In se mi zdi, da pač ko sem jaz tisto knjigo prebral, meni bo to tako, zakaj jaz to nisem prebral že 20 let prej, ali pa vsaj 10 let, ker ni obstajala, ja, vem, ja. Ampak nikoli ni prepozno. In pa sem bil tako, ok, cool, in ko si omenila, da obstaja ta možnost, da pride, sem bil tako, totalno sem bil navdušen, tako, ja, jaz si želim, da pride. Zakaj? Ker se mi zdi, da ljudje bi mogli to pograbiti, priti, gledati, poslušati, posrkati. In ni tako. Vidim, da v bistvu moraš kar malo prepričati ljudi, da je to To ni komedija, da je to dobro, ni komedija, se prvič še neki tazga, ja, ni komedija, ni smešen, ni tako, ampak je zanimivo, recimo za komedijo ljudje razgrabijo karte tako, takoj. Hala Tivoli je, vsak let je bila gotovo, mislim, po 2-3 del, lanske smo 3 naredili. Dati pa, ja, 2 uri smeha, prideš tja, se smeješ, greš in to je to. In čakaš mogoče, da drugi let ponovno nekaj novega naredimo, da se boš spet 2 uri smejal. Morgan Housel se mi zdi, da ti bo pa dal nekaj, kar ne bo v koncu 2 urah, ampak te zna spremljati in tebe, in tvoje otroke, in vnuke, in v bistvu se mi zdi, da celo tvoje družinsko drevo naprej skozi življenje. In upam, no, da bo razprodana in upam, da znamo septembra reči, Morgan, ti tudi v torek? Še eno, 2, zakaj pa ne? Še en dogodek naredimo z njim, ja, to bi bilo super. Ampak ja, moram priznati, da ko sva se pogovarjala o Morganu Houselu in psihologiji denarja, malo sem pa presenečena, da pravzaprav si vedel, kdo Morgan Housel je, ker marsikdo iz finančne panoge, ki spremlja pravzaprav to tematiko zelo poglobljeno, ni vedel, recimo, kdo je Morgan Housel. Ti si pa vedel, pa to ni nič tako zelo slabega, da nam narobe razumljeno. Ampak pri meni je tako, pač, ko so me začele zanimati finance do te mere, da pač je fajn, da se izobražaš na tem področju, je bila moja prva stvar knjige.
In sem si jih pač začel, sem si jih naročil. Tudi ne vem, dobro mi je tudi od Howarda Marksa, Mastering the Market Cycle. Tam je tudi tam je tudi odlična knjiga. Res tako tudi priporočam in tudi škoda, ker ni obstajala že 15-20 let nazaj. Ne? Ja. Tako da zato sem poznal. Je pa tudi res, da sem vse te knjige naročil med COVID-om. Ker pač, ne vem, COVID je bil in sem pol, ko sem rekel, jaz bom pa zdaj pa to začel malo brati in je to. A pa boš rekel, da si ti začel finančno opismenjevati med COVID-om? V bistvu sem začel veliko prej, ker sem bila ti urednica mojih financ. Kako si to lepo povedal? To je bil moj prvi stik z izobraževanjem o financah. Je bila pač ta revija, jaz sem imel to revijo naročen. Že kot policaj, ne vem. In pač, to je bilo... Jaz sem imel to revijo, pa ekipo sem bral, vsak dan. Šport pa je to. Ja. Vse to gre skupaj, šport pa finance. Gre, ne, ja, valjda. Šport je biznis, zelo velik. A se greva dotakniti mogoče tvojega odnosa do denarja? Kako ti gledaš na denar? Kaj pomeni tebi denar? Pismo, denar je enako varnost, saj jaz to tako gledam. Pač nekako mi je tako, denar je povezan z varnostjo, srečo in tako naprej. Jaz mislim, da saj pri nas družinsko je bilo tako, če je bil kdaj kreg, ali pa če je bilo kdaj nezadovoljstvo doma, je bilo vedno zaradi tega denarja. Tako, vedno je bil to problem. Vedno, pa tudi malo se mi zdi, da imajo neki pari in neke družine tudi malo, marsikdo se ne strinja in nič narobe s tem, vsak ima, kolikor ima. A veš, koliko je kdo prispeval k temu družinskemu proračunu, koliko pa ti daš, koliko pa jaz in tako naprej. In tukaj se začnejo neka trenja. Meni je pa tako, da nekako sam v sebi sem rekel, ko bomo enkrat jaz imel neko svojo celico, da to ne bo vprašanje, kdo je koliko prispeval in kaj je in kdo je koliko kaj dal in kaj. To se mi nimaš smisla. Se mi zdi, ko imaš enkrat otroke, je pač to eno in isto. En in isti budžet in oba prispevata noter, kakor lahko in je to. Tako da varnost predvsem. Imam občutek, da če bi imele družine dovolj denarja, ali pa posamezniki konc koncev, imam občutek, da bi bili vsi bolj srečni, bolj zadovoljni. Imam občutek, da tudi zdravi. Jaz se spomnim mene izjave, pa bom šel spet nazaj na fuzbal. Čiro Blažević je rekel, ko so njega vprašali, kaj ti pomeni denar, je rekel, sine, ja bi bil mrtav 20 godina, da ja nemam miliona. To je bilo tako, je rekel, pač oprosti, to je mene rešil prav. Zelo zanimivo, bil sem tudi na eni konferenci zdravstveni, in smo se pogovarjali, zdravniki so bili, tudi z UKC-ja. In bo na koncu, ima kdo kako vprašanje. In sem pač vprašal, ker me res zanima, ali bi znal mi odgovoriti, koliko ljudi, ki so zboleli in umrli, ne od starosti, se pravi zaradi bolezni, so umrli, koliko ljudi bi bilo danes živih, če bi imeli denar. Se pravi, če bi imeli neomejeno denar, ker pravi, denar ne more kupiti sreče in tako naprej. Ne. Ampak pa pravi, tudi zdravja ti ne more kupiti. Pa sem bil tako, koliko ljudi bi res lahko rešili. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da imamo tudi kot naše zdravstvo v Sloveniji, ima določen budžet seveda na leto in da tudi delajo raziskave in preiskave in tako naprej. In zdaj oni se odločajo, kjer je preiskave. Ne bojo ti dali kar vse. Ne? Pač tipajo, neki ti pregledajo, ne? In potem ti mogoče neki prepozno odkrijejo. Mene je zanimalo, če bi imel neomejen budžet, ti prideš neki se ne počutim dober in ti dajo pregledati vse. In so rekli, da 30%. A je zdaj, kam ful zanimivih stvari? Vsak tretji bi bil živ, če bi imeli neomejeno denarja. Če bi ga imeli dovolj, ne neomejeno, dovolj. Zato, kar govoriš o zdravju in denarju, jaz sem pred leti delala raziskavo, kje v Sloveniji se najbolje živi in ena kategorija je bila tudi zdravstvo. In smo ugotovili z raziskavam, da v določenih predelih Slovenije, ki so socialno mogoče manj prosperitetni, recimo temu tako, da je zelo veliko bolezni, ki so v bistvu posledica nekako življenjskega stila. Ne? Se pravi, veliko je neke depresije, veliko je nekih teh diabetesov in raznih teh bolezni povezanih z pač življenjskim slogom. Ne? Tako da
Je pomembno vpliva, sploh recimo zdaj, ko vidimo, ljudje čakajo v vrstah. In jaz mislim, da dejansko moramo začeti varčevati danes za prihodnje zdravstvene stroške. Novi kolki, novi zobe, to vse stane, slušni aparat, pa tudi to, da konec koncev prideš zdravniku na pregled, pa da dobiš diagnozo, tudi zato je treba mi danes naročiti. No? Ja. To, kar si rekel pa na začetku, denar je tabu tema, tudi znotraj družin. Marsikdo se ne pogovarja o denarju, vem, da si marsikateri partnerji med seboj ne zaupajo niti koliko zaslužijo. Niti koliko imajo privrčevanega, tako skrivajo si. Mislim, se pri nas doma je bilo tako, pač ne poveš, ne, ali pa je bilo pa res, tudi kjerkrat ko je bilo, recimo je en partner prešparal, pa pač ni povedal, ampak ko se je rabal, evo imam. Kako se pa recimo ti s svojo partnerko, ženo Ano, pogovarjaš o denarju, o upravljanju denarja? Pač na dnevni bazi. Na dnevni bazi. A ti ne? Jaz se skozi pogovarjam samo o tem. Ne, mi samo o tem ne, ampak... Večino časa o planih, investicijah, o teh stvareh, tudi mi dva, ampak ne toliko. Ne toliko. Jaz dam tudi zelo velik na smeh. Meni to veliko pomeni. Lahko mi vzameš denar, sam tega, da govorim, pa da se smejem, pa da se zafrkavam, pa da to delam, to pa ne vzeti. To pa za denar recimo ne bi bil pripravljen dati življenja, za smeh pa za to pravico, da lahko rečem, se pa sem pripravljen res boriti. Se ti si komedijo dobro zmonetiziral, konec koncev. Komedija ti prinaša denar. Smeh ti prinaša denar. Tako da ampak začaran krog. Ampak nisem šel pa to delati zaradi denarja. Ne, nisi šel. To sploh ni bilo. Noben podjetnik ne gre delati biznisa. Uspešen podjetnik ne gre delati biznisa zaradi denarja. Absolutno. Jaz tako pravim, da če bi... Jaz tudi koliko gledam, ne vem, Howard Stern, najbolj znan radijski voditelj. Jaz mislim, da on ima denarja več kot dovolj. Pa še vedno dela. Zakaj? Ker pač je to on, to te definira in to je ta strast in bo verjetno delal do smrti. Jaz jih ogromno poznam, tudi v Sloveniji, pa so mladi, pa imajo veliko denarja, pa bi se lahko upokojili, nekateri so se celo že večkrat upokojili, pa so prišli nazaj v službo, delajo nove start-upe, iščejo nove izzive. Se pravi, čutijo konstantno neko lakoto. Tudi ti jo čutiš lakoto, vedno iščeš nove izzive. Lakoto po ustvarjanju. Po ustvarjanju, po ustvarjanju. Ta projekt, veš, ko sem omenila Morgana Housea, sem bil, bi šel, jaz sem bil navdušen, jaz bi to, pa bi, ne vem, pa tam predstavo bi pa. Jaz sem kar govoril, na neki točki me je to pripeljalo tudi do izgorelosti, ker sem preveč govoril, ampak bi televizijo, bi radio, bi to, bi predstave in sem kar posod šel. In je bilo na neki točki tega preveč, zdaj pa se mi zdi, da pač nekako malo doziram. No. Ampak še vedno kar... če mi je nekaj dober, rečem, bomo že nekaj. Če imate kakšno idejo, Avdić, človek, Čakamo malo. Hecam se. V glavnem, prej sva govorila o partnerjih, pa o odnosu do denarja, pa o pogovorih v družinskem krogu okrog teh financ. Danes zjutraj ko sem scrollala po TikToku, sem videla en klip od The Diary of a CEO, podcast, in je bilo govor o tem, da v bistvu nekak finančni uspeh lahko definira tudi konec koncev izbira partnerja. Se pravi, imava na eni strani partnerja, ki je pač troši, in na drugi strani partnerja, ki varčuje, investira in razmišlja o prihodnji vrednosti denarja. In zato pogosto prihaja tudi do konfliktov lahko med njima. Pogosto se pa najdete ravno te dve nasprotujoči osebi, ki nekako... menda. Koliko misliš, da je v bistvu finance, koliko misliš, da vplivajo na konec koncev na zadovoljstvo, srečo, odnose? Absolutno, se pravi, da se pač, to je glavni razlog po mojem vseh sporov, ki jih imajo družine doma, da pride pač do tega. To, da se ta dva partnerja, kako, če se pa zdaj ne razumem, da se najdejo taki,
In nasprotja se privlačijo. Ja, Se samo pravi, je to enkrat nasprotje, ta je troši- 70, ona je pa 25. Ja, pa ne, A je dobro, to je druga zgodba. Da ima on zdaj ful, ona pa pride pa troši, se to To je pa štekam. druga zgodba, to so pa neki drugi problemi, ki so bolj pri tipu in pa Ne vem. ženski mogoče, ne vem. Tlele pa res raba psihologa. Pojma nimam, ne. Jaz bi rekel, da ja, da pač finance so pomembne, ampak se mi zdi, da je tudi pomembno, da sta partnerja usklajena in da imata enake cilje. Pika. Zdaj pa, meni se je zdel Morgan Housel in dogodek psihologije denarja ful dober način, a pa druženje med partnerjema, da gre za finančni zmenek. Jaz ljudi spodbujam partnerje, može in žene, ali kako se temu reče, da grejo skupaj na nek finančni zmenek in to je lahko finančni zmenek. Ja, ker skupaj se mi zdi, sta močnejša. Absolutno. Se mi zdi, da ko gresta skupaj, ker vsak vleče na svojo stran, bo nekje na neki točki to počel. Če pa gresta skupaj, pa imate neke skupne cilje, pa imate neke skupne interese, pa ne vem, se mi zdi, da lahko zelo daleč pridete. Jaz bom šel še dlje. Jaz bi šel še tle. Otroci, ne razumem tega, kako zelo hitro znamo tudi vršiti otroke, da se sami znajdejo. In kako zelo znamo obsojati pri 30, pa še zmeraj doma. pa tako, ne, zakaj, to treba ven izbaviti, mora se znajti in tako naprej. Pa tudi starše, ki čakajo do smrti, da otroci nekaj podedujejo, pa da jim pomagajo in tako. Teh stvari jaz ne razumem. Ker imam občutek, da tudi če imaš otroke, in bom spet rekel, če sta dva partnerja, pa če delata skupaj, pa da sta skupaj, pa imata skupne cilje, sta res močnejša. In če temu pol priključiš otroke, ko so odrasli in delajo in se trudijo in še oni pridejo v ta isti budžet noter in zasledujejo isti cilj, jaz se mi zdi, da vsi boste rastali. In otroci in vidva. Ja. Jaz sem se drugače izselila od doma pri 17 letih. Enako? Ja. No, v glavnem, spoznala sem svet, tudi svet financ na ta način veliko hitreje, kot mogoče nekdo, ki ostaja doma. In pred kratkim sem mojemu sinu, ki je 19 let star, sem rekla, da bo počas čas, da se odseli od doma. Mal me je šokirano pogledal. Te je, ne? Ja, tudi babica je rekla, joj, ti si pa grozna. Ampak to ni nič slabega. Jaz želim, da gre v cono neudobja, zato da okusi pač to življenje. Pa misliš, da rab? Jaz mislim, da vsi to rabimo. Jaz mislim, da rabaš okusa, da se znajdeš, da si v neki situaciji, da se znajdeš, da iščeš rešitve, da treniraš tudi ta kreativni del možganov. Jaz pa ful gledam te otroke, teh res premožnih, teh, ki dedujejo pa tako naprej. A veš? Kaj imajo to zaveze? Ja, to hočem ti povedati, da njih pa niso vrgli pri 19. To jih kar imajo doma, ne? In kakšni so ti otroci? Uspešni, bogati. Ker so podedovali premoženje od staršev. Ja, ampak so kar, dinastija, ta neka družina, to gre kar naprej, to so kar zraven. In pa si rečem, njih niso jih vrgli, pejte v cono neudobja, malo se znajte. Ne, so jim dali neki zavoditi, neka podjetja, neki so jih, obdržali so jih blizu, to hočem reči, niso jih vrgli. Zdaj govoriš, da bo moj otrok šel v Tanguzijo, razumeš? Zraven bo. Zraven bo, vem, ampak veš, kako... Mi smo v Dravlahu, on bo pa mogoče za Bežigradom, to je tako 10 minut stran. Vem, ampak jaz se prav spomnim sebe, 17, 18, ti zdaj greš, ti skr naenkrat sam pred... Kako? Ja, vse te stvari, jaz se prav spomnim vseh sanskih policajev, ki sem hlače na rob, nisem znal zlika, sem imel 3 robove, dotlele, tako, nisem znal enega narediti. To je res grozno. To ni dobro. Jaz to svojim otrokom ne prvošel, da bi jih recimo... Bi pa en tak bolj nežen prehod bi naredil. Recimo, kako izgleda nežen prehod? Tako, da ga ne daš prehiter pa predaleč, pa tako, da vseeno, če kaj rabiš, bomo pomagali, pa bomo zrihtali. Se to vsi starši, se ne vržeš otroka. Čeprav globoko vse, bi bo pa točno to naredil. Kjerkrat me tako razpjezi, da sam ven. Ven, pa da te vidim. Ker če misliš, da je tako svet, easy. Ja, kjerkrat, ampak se ne vem, se lahko da ga bom vrgel, se kaj pa veš. Ja,
V glavnem, v redu. A greva naprej na najno debato. Kjero? In sicer, tlele imam še eno, seksi denar sem si označila tlele. Lansko leto, ko si bil na dogodku Money How Life na finančnem roastu, sem te napovedala kot človeka, ki veliko govori o seksu, stalno govoriš o seksu ali pa namiguješ na seks, ne? In pa premalo o denarju. In v bistvu sem hotela nekako povezati seks pa denar, čeprav si ti že prej nakazal 25-letnica pa 70-letnik. Ja, to gre skrb. Mene bolj zanima to, če so finančno uspešni ljudje po tvojem mnenju bolj privlačni oziroma seksi, mogoče ne toliko zaradi denarja, ampak mogoče bolj zaradi samozavesti ali pa ne vem, nekaj izžarevajo več drug. Jaz res verjamem, da denar oziroma moč samo potencira to, kar si. In če je oseba seksi in če bo pač imela ta oseba denar, bo zaradi tega še bolj seksi. Če pa kreten, mu bo pa tudi to spotencirano. In ne glede na to, tako da spoznal sem tudi to. Ljudi, ki imajo ogromno enega denarja, ampak so res prostaško, kako bi rekel, vsemogočni, ker pač misel, da če pač ima, ne, da je pa zdaj, ne vem kaj, da lahko vse kupi in si prvoši in naredi in mogoče tudi grozi in tako, ta feeling imam, no, pri nekaterih. Tako da, Brad Pitt se mi zdi, da tudi brez denarja zna biti seksi, pa zdaj, ko ima denar, zna biti. Je pa ena druga stvar, ampak če grem nazaj, če se recimo šola, valeta ali pa maturantski ples in tako naprej, ne. Tam so bile čisto vse punce lepe. Vse. Drugače si imel pač sošolke, pa si rekel tako te 3-4. Ostale niso kaj dosti dajale pač na zunanji izgled in tako naprej. Ne. Lahko so tudi, to je družinska situacija, lahko tudi, da niso imeli, da ni denarja zdaj za to, da se. Ampak ko je bil pa ta moment, zaključek šole, ko je bila valeta, ko je bil maturantski ples, vse so bile lepe. Ker tle se je pa šlo neki denarja, v frizuro, v make-up, v obleko, v vse in tako naprej. In pa si pogledam in res, kerkrat prav sošolci smo rekli, wow. In je bilo tako, to je bil ta nek moment. Ja, denar lahko vpliva tudi na to. No. Obleka naredi človeka? Ja, ampak ne pa osebnost. To je res, ja. Pred kratkim sem slišala en pregovor, boj se človeka, ki v t-shirtu sedi na sestanku s samimi poslovneži. A veš zakaj? Ker? To je človek, ki si lahko to dovolj, ker si upa, ker pač lahko. Ja, zelo verjetno je ta tam... To so multimiliarderji. Ko bo v zadju vse povleko, si me spomnila na enega, ki ga poznam, ki je isto tako. V t-shirtu. Jo. Jaz jih veliko poznam, pa so ultra premožni, hodijo pa, v bistvu sploh ne veš, da je premožen, v bistvu sploh ne razkazujejo svojega premoženja. Ne vozijo Ferrarije. Imajo jih tudi. Mogoče nekje v garaži parkirane, ki jih božajo. Ne razkazuje. Ne razkazuje. A pa se ti zdi, vidimo pa posameznike, ki razkazujejo premoženje. Kako ti gledaš určenje, na to? No? Pač to, da greš pa da objavljaš pa Instagram pa je tam sam to. To se mi zdi, mislim, kaj zdaj s tem sporočaš? Ne vem, jaz imam, vi pa ne, ali kaj je razlog, no? Požrite se vi ste na šihtu, jaz sem pa da poveš te objave, to je tudi, no, to, ko objavljajo te luksuzne počitnice, a veš, ko objavljajo, pa kar nek privat letal, pa pač te Dubaji, pa tako, a veš, tako, to je res napolno. In res tako, ti si na šihtu in tako naprej, in pol gledaš tam Instagram in tako v Dubaju so in tako se imajo fajn. Pa ne samo ta Dubaj, pa naslednji teden ne vem tam in to se sprašuješ, kako? Jaz ful delam. pa nisem jaz toliko prej pa posod, kako zdaj vi. In prav, se mi zdi, da je tako prav malo, pač uživaj, ne smem več papejti, uživaj, fajn se mej, ti to nosiš verjetno tlele, v srcu boš to nosil, tle boš imel neke spomine in tako naprej, ampak to objavljanje in tako naprej, to mi je pa tako. Zdaj pa pop in moment, v kaj si pa ti danes oblečen? V kavbojke, hlače pa majico.
Drugače pa Warren Buffett. Morgan Housel je povedal, wealth is what you don't see. Se pravi, to je eno poglavje tudi v knjigi. To se mi zdi, da je en dober message, ker marsikdo v bistvu hoče prezentirati sam sebe kot ultra mega bogatega ali pa premožnega, kupuje drage blagovne znamke zato, da v bistvu prikaže drugim, da ima premoženje. Mi hočemo prepričati druge, da smo premožni. Kako gledaš na to? Na Gucci superge, Chanel torbice, Ferrari avtomobile. Kako gledaš na te zadeve? Drage športne avtomobile, mogoče kakšen Porsche recimo? To je ben dober. Ne. Absolutno, če si prišel do situacije, kjer si to lahko prvošaš in če to tebi nekaj pomeni, dej, vesel sem zate. Jaz tako ful gledam vsakega, ki je pač uspel pa prišel do neke točke, pa bom vzel za primer Luko Dončića. Bogat je zdaj vzel in tako naprej, ima kup enih avtov in tako naprej. Vesel sem za njega. Tako prav vesel, prav rad pogledam in si rečem, the best, lega, kaj je naval, top mi je, super mi je to videti, ker pač sploh nekoga, ki je iz tega okolja, ker pač dejansko mi živimo iz Slovenije, na takem nivoju prišel do vsega tega in mi je to mi je tako, wow, to mi je the best svet. Potem sem tudi za vsakega SP-jevca, ki je nekaj ustvaril, ki je do neke točke prišel, pa si je pol tudi to prvošil. Ampak kaj je zanimiv? Da Luka si jih je kupil, ne vem, na pamet govorim zdaj, 10-15 in tako smo vsi, a veš, tako, valjda, Luka, kjer kralj, vsi mu tako prvošča, čisto vsi. SP-jevc, ki se je pa zgaral 20 let, revež delo in si je res prvošel en avto, tega znamo pa malo raztrgati, ne? Tega znamo pa kapo pa on. Odkot pa? Ja, pa pismo. Verjetno tudi nemo. Rata na neki točki. Jaz sem tudi za take vesel, ker so pač delali nekaj, ustvarjali, verjetno tudi riskirali in tako naprej, da so tudi oni prišli do tega. Jaz na te stvari tako gledam, če te to osrečuje, če ti je to cool, the best. Absolutno sem pa proti luksuzu na kredit. To je pa, a veš, da si pa zdaj kupuješ luksus, pa da je na kredit, pa da imaš neke obroke, pa da v bistvu nekako krpaš sam za to, da impresioniraš, to se mi zdi pa ne samo narobe, zelo žalostno se mi zdi. No? Ja, ampak avto je statusni simbol v Sloveniji še vedno in pač je pomembno, kaj voziš. Pred kratkim sem imela enega sogovornika, ki je povedal, pomembno je, s kakšnim avto se pripelješ na pogreb ali na poroko. Pa če tudi vzeti, če ga kupiš na leasing, nima veze, približno vsak ve, koliko leasinga mesečno plačuješ. Pismo, ne vem, kdo je pol se mi zdi, ta izjava se mi zdi, da je ful od nekoga, ki nima ful denarja. To je Andrej Brglez, strokovnjak za mobilnost, mi je povedal na podcastu. Ne vem, zakaj bi bilo to pomembno. Tebi ni pomembno, ampak in general ljudem je pomembno. Da je ljudem pomembno. Ja, se pravi, da pač je pomembno, s kakšnim avto se pripelješ. Jaz prihajam z Jesenice in jaz vem, da na Jesenicah marsikdo pač da zelo veliko na to, da pač ima dober, hiter avto, a ne vemo pa, da... Ampak ga imaš zaradi sebe, ker je tebi to fajn. Tebi je to cool. Ampak na drugi strani pa lahko trpi pač drug del life-a, ki moraš pa pokriti določene stroške, pa imaš mogoče kakšne izzive. To je pa, to sem absolutno... A misliš, da mogoče tudi s tem kompenziramo kakšen manjkov v življenju? Se pravi, da nek luksus, neki hitri avtomobili, drage ure, karkoli ne, da s tem v bistvu želiš... Pa ne vem, jaz mislim, da vse te stvari povezane z denarjem, jaz itak mislim, da to izvira iz našega družinskega drevesa. Vse. Dobre stvari, slabe stvari in tako naprej. To je ena slabe stvari. Tudi pri meni je tako. Tle sem bil isti. Saj pač prva stvar, ki sem jo naredil, jaz pri 18-ih, je bil kredit za avto in motor. Pač oboje. In sem se sam zapufal. In potem si tistega pufa in to nisi prišel ven. To je bilo tako. Plačal, da bi se še zmer v minusu. In to je kar trajalo. To je trajalo 5 let. In to je bilo tako zelo narobe, zelo žalostno. Jaz benga nisem poslušal. Vsi starejši so meni govorili, da je to napaka. Nobena napaka. V mojem primeru. Ampak je bila pa šola, na kateri sem se pač zelo veliko, dajmo temu reči, naučil. Sam sem mogel pač
nekako to brcev rad dobiti, kaj jaz vem, kako bi temu rekel. Ampak to vse se mi zdi, da izhaja iz tako delamo, kakor smo gledali, kakor smo se učili in pač nažalost nimamo vsi bom rekel, visoko izobraženih staršev, ki so odraščali tudi oni v svetu financ. Ne, v Sloveniji pa sploh ne. In to bi rad spremenil, ker če to spremenimo, bomo spremenili ne samo sebe, ampak bomo spremenili tudi naše otroke. In jaz, dobrodelne akcije delamo. 2krat na let delamo na radiju, polet Dežela junakov, otroke peljemo na morje in decembra za družine v stiski. In zdaj te otroke peljemo na morje. In enkrat smo se prav pogovarjali, me zanima, kakšna je statistika. Ne? Kakšna bo statistika čez, ne vem, 20-30 let, koliko otrok, od teh otrok, ki smo jih peljali na morje, bomo morali peljati na morje. Ker imamo občutek, da nekje okrog 80% otrok od teh otrok, za katere zdaj zbiramo, bomo tudi morali zbirati, zaradi tega, ker je ta vzorc, ki se bo pol ponavljal in se prenašal iz rodov. In tukaj bi rad, da se to prekine. Mi potrebujemo, se mi zdi, v Sloveniji že v šolah izobraževanje glede upravljanja denarja. In se mi zdi, da če bomo to otrokom nekako in tle poudarek dali na to, da pa res znamo biti, kot neki pravijo, druga Švica. Nekoč, ko naj že ne bo. ampak zna biti, no. Ne vem, mogoče utopija. Mogoče bomo potem tudi kakšne druge politike imeli takrat na oblasti in bo drugače funkcioniralo. Ampak to, kar si rekel, je v bistvu zelo dober point. Ne? V bistvu vse se začne v krogu družine za zaprtimi vrati. Otroci pa v bistvu samo konzumirajo, gledajo starše in konzumirajo to, kar pač starši prinesejo. Jaz nisem drugega poznal kot pejt v službo. Ja, seveda. Pač bod priden, delaj, tih bod. Bodi priden, delaj in tih bod. Tih bod. Šefu slučajno kaj je rekel. Ti bo, delaj, to je to. Zato se mi zdi ful pomembno, da se v bistvu starši finančno opismenijo in zato, da prenašajo pač to znanje naprej na svoje otroke. Velikokrat pa dobim pravzaprav od staršev komentar v smislu, majhne otroke, nimam časa. In jaz pravim, ravno zaradi tega, ker imate majhne otroke, se morate vzeti čas, da se finančno opismenite. Zato, da boste predali to znanje naprej. Ne? Jaz sem mislim, da od 8. leta začel otroku kupovati knjige o financah. In je bilo tako, stari so vas zmenila, tole pač moraš prebrati, in je bilo tako, sej ne ve, zakaj gre, ampak obstajajo knjige, ki so primerne za 8-letnika, 9, 10, 11, 12, 11 in tako naprej, o upravljanju denarja, o upravljanju premoženja. In jaz mu to skozi dajem zabrati, ker si mislim, njega niti mal ga ne zanima, on je 13 let star, nič ga ne zanima to. Ampak, ko ga pa kaj vprašaš, pa zna povedati, ker nekje mu je nekaj ostalo. In to se mi zdi pomembno. Tako da tudi, če nimaš časa, neki nabav. To je v bistvu, delaš na navadah, v bistvu otroka učiš neke osnove, to ostane pri njemu. Vse se mi zdi dosti podobno, tudi recimo enako prenašamo, ne vem, druga znanja, ne vem, o zdravem načinu življenja, ne vem, gibanje, prehrana, ne vem, mentalno zdravje, recikliranje. Ne razumem, zakaj ne bi potem tudi predali tako pomembno stvar, kot je finančno znanje. To se mi zdi tako, da je res. Tukaj se ne vzamemo. Ne vzamemo si čas. Ampak to je zaradi tega, ker smo sami ne samozavestni, se mi zdi, na tem področju, ker tega znanja nimamo. Jaz dosti dobim od ljudi, da pač kaj bom jaz to svojo plačo. Kaj bom pa jaz s tem? Vse jaz to ne morem nič, vse se ne da nič. Kaj bom pa jaz to? Ker pač ljudje bolj verjamejo tem nekim, mislijo, da mislijo, da je vlaganje na borzi ali pa na delniškem trgu, mislijo, da je to nekaj, kar je najbolj tvegano. Zakaj? Zaradi tega, ker so do zdaj slišali samo za zlome. In da je bilo hudo, in da ni bilo dobro, in da so slišali samo za krize in tako naprej. Ni jim pa jasno, da... In niti niso se pozanimali sploh, da bi vedeli niti kakšni so donosi, niti kakšna je sploh zgodovina. Sploh tako redki, s komorkoli se pogovarja, redki. To vse pravi tako, to je vse. To je vse brez veze. In kako priti do denarja je največkrat pač kredit. Ja, to v bistvu... To je v Sloveniji kredit, to je to.
Ampak ja, nekako osnove upravljanja osebnega premoženja ali pa denarja, pač izhajaš iz tega, kar imaš, ti lahko svojo plačo upravljaš. Da se. Sam pač naučiti se je treba. Zdaj ne govorimo o ljudeh, ki so na minimalni plači. Te imajo druge izzive. Jaz za te pravim, pač, če nisi zadovoljen s tem, kar dobivaš, mogoče je čas za neko spremembo. Se pravi, da se greš dodatno izobraževati ali pa nekaj, da narediš, da pretrgaš. Absolutno. Vem pa, da je to Ali težko. pa dodaten job. Vem, da je to težko in vem, da marsikomu to ni všeč, kar rečem, ampak kaj pa je druga rešitev? Kaj je druga rešitev? Da smo na Facebooku in pišemo komentarje in jamramo? To je brez veze. Meni je pomagalo to, da sem pač že skozi imel po 2 službi. Skozi sem nekaj zraven počel, skozi nekaj po dve. Sem bil v policiji, sem imel še radio, pa sem imel plesno šolo, pa sem na radio, pa je bila še televizija, pa je prišel stand-up, pa je prišel radio. Skozi še neka služba dodatno, zato da ustvariš više, ki ga lahko potem nekam investiraš. Ne vem. Meni je tako, jaz bi tako vsem rekel, investiraj v tisto, kar je tebi blizu, oziroma kar si pripravljen sprejeti kot tvoje, da ti je najbolj blizu. Jaz vem, da si ti tukaj nepremičnine, tako ne, meni je pa tako. Kdo je to rekel? Ne vem, tako pač. Jaz sem tako, če poznam, v Sloveniji je tako, investiranje v nepremičnine in ljudje investirajo v nepremičnine in je tako, meni to ni nič narobe. Pač investirajo v nepremičnine, ker drugim stvari, saj nekam, saj neki. Pa imaš pa veliko večino ljudi, ki pač kakšno nepremičnino, če si svoja ne morem kupiti. Ne? In te so pa ponavadi pol skeptični tudi do delnic. Kripto se znajo iti, ampak narobe. Kripto se znajo fuliti, ampak narobe. Tako pač, kripto sem se tudi jaz šel narobe. Na začetku. To so bile mogoče pa tudi te knjige. Ker ne veš, ker ne poznaš ravno te psihologije denarja in tukaj pač pogrneš in tukaj izgubiš, tukaj ti čustva te preplavijo, enostavno strah te rata in začneš delati take neumne stvari, da greš samo minus in potem ne verjameš v to, ne? In potem se rečeš, ne, to je vse proti meni, to je brez veze, drž se tega, samo službo hod, ne da se, nič se ne da, službo hod pa delaj, ne bo. Ampak ko pa enkrat dojameš psihologijo, ki pomeni kontrolirati in strah in pohlep, ko boš to enkrat kontroliral, po na koncu je ok, ampak ne čez noč. Ne čez noč. Vseeno moramo vzeti daljše časovno obdobje in biti podpržljiv. Imam prijatelja, lih kripto. In zdaj, mi se slišva in govoriva in tako prav, joj stari, kupil sem, pa je šlo ful dober, pa je šlo gor, pa je šlo gor, se ko ja in nisi prodal, ne? Ja ne, pa je šlo pa dol. Ne. To je bilo zdaj, se pravi 2021, se ko ja in kak, se ko, ok, zdaj povej mi, kaj si vzel. In mi povej, in je bilo tako, se ko, pa stari si je super, se imaš super. Nič ne delaj, sam pust na mer in tako naprej. Ja, ne morem jaz nekaj čakati, se ko, da ne bi slučajno, se ko, sam pust se, čakaj, počakaj, koliko čakaj, se ko, čakaj 3-4 leta, resno, nič ne tikaj. In potem, ko je bil Bitcoin 100, sem ga klical, ker sem bil ful vesel za njega. Ker sem rekel, a sem ti rekel, a ni top? In je bil, ja. Seko, ne, ti si šlatov. Je rekel, ja. Seko, in, ja, nič nimam. Seko, pa zakaj si šlatov? On je kar prodajal, kupoval, skozi, kar neki se je igral in seko, to je res brez veze. Seko, sam pust na mer, sed pa pozab, stari. Pa še kaj kup, ne vem. A ti sediš in si pozabil na kripto? Ne. Kaj pa delaš pol? Ne, jaz sem si dal vstopno točko
in izstopno točko. In meni je bilo dobro. Vstopna točka je bil, lahko povem, vstopna točka je bil november 2022 in izstopna točka bi mogla biti pri meni september 2025, ampak sem se usral in sem si rekel, izstopna točka bo avgust, ne bom čakal september. In sem še avgusta 25. Kako pa določaš vstopne in izstopne točke? Pač sta 4-letni cikl. 4-letni cikl. Ja. A zdaj spremljaš 4-letni cikl? Veš, kje se nahajamo? Me briga pač nekako po teh 4-letnih ciklih, pač oktober ne bi bil bottom. Veš, koga spremljam? Tega Benjamina Covna spremljam. Njega spremljam in on tudi nekako tako pričakuje. Kripto je zelo nepredvidljiv. Nekateri celo pravijo, da je ta cikl mrtev. Kaj pa, če so se zmotili, Denis? A boš vseeno oktobra nekako špekuliral in rekel, ok, oktobra je tista moja vstopna točka, a boš upošteval še kakšne druge dejavnike? Ne bom nič. Noben Ne. Okay. Se pravi, to vseeno, če greš v kazino, pa staviš na črno rdečo. Ne vem, no. Zakaj? Kaj pa, če kupiš tako, da boš rekel, pač jaz bom zdaj oktobra kupil in potem, veš, daj bom prodal? Nikoli. A sem pol narobe naredil? Mislim, kripto je zelo zanimiv v tem trenutku. No. Ker tudi 2022, ko sem kupil, sem sebi določil izstopno točko, ampak kupil sem pa na tak način, kot da ne bom prodal nikoli. Ampak na neki točki sem rekel, če bom pa takrat zadovoljen s to ceno, bom šel pa ven. In naslednjič, ko bom kupil tako, kot da ne bom prodal nikoli. Aha, to je tvoj mindset. To je moj mindset. Ker me ne zanima pol, ali bo šlo dol, ali bo na nulo, ali karkoli se zgodi, sploh ni pomembno. Če gre na nulo, gre pač na nulo. Ampak vsem spremljaš svoj portfelj, gledaš, kaj se dogaja s kriptom in na neki točki rečeš, ok, zdaj sem pa zadovoljen, zdaj bom pa vam pobral. Zdaj sem happy in me ne zanima, ko gre pol gor. Vsem. Če sem jaz zadovoljen. Prej je bilo pa kontra, prej je bil pa sam nek strah, prej je bil pa tako, ni še dost gor. Ne grem še ven, bom kar neki. In pol je šlo pa dol, pol je pa panika, pol je bilo pa tako in sem samo stranje delal in sem si rekel, jaz več tega sebi ne bom dovolil. Niti ne pohlepa, niti ne strahu. Pač kupiš tako, da nikoli v življenju ne boš tega prodajal. Umrl bom pa, ostal bo za mano. Otroci bojo podedovali. Se pravi, to je tvoj način, da obvladuješ... Da obvladujem sebe. Ja, nikoli ne bom prodal. Ampak tudi pri drugih investicijah si dosti tak hladen, ka špricer. Točno tak. Ne bom prodal nikoli. To je tako nekako. To je strategija obvladovanja tveganj, ne tvoja. Ja. Aj narobe, daj povej. Ne, jaz mislim, da je v redu. Jaz sem tudi zelo hladna, kar se tiče investicij. Ne vem, ko se pogovarjam s kakšnimi bitcoin verniki, se mi zdi, da so tako preveč goreči zagovorniki bitcoina. Ne vem, jaz sem hladna, vseeno mi je, na dolgi rok sem investitor, tako da te razne korekcije, padci, mene v bistvu ful ne prizadanejo. So me pa na začetku, no, ker je vseeno, recimo sploh na kriptu, so bila kar velika nihanja. Jaz Bitcoin spremljam že od 2012, 2013, a ne? Tako da takrat je bilo kar divje, 2017, 2018, takrat je bilo tudi kar zelo divje, a ne? Takrat je bilo crazy, takrat smo dosegli ta prvi vrh, ne, z Bitcoinom. Takrat, no, se mi zdi, da marsikdo ima velik problem, ker dosežeš neko rast, pa vidiš, kako se portfelj veča, zdaj na kateri točki pobrati, kaj pa če boš še gor, ne, in pol malo špekuliraš. Ja, no? Jaz imam tako, vsi imamo neke zgodbe s tem, veš, ne. In se spomnim prijatelja, ki je razlagal, da je kupil 4 bitcoine. Ja, 4, kot govoriva tam, 2016, 2017, 2018, 4 je kupil in je rekel, da pač tako za foro. In pa je to rasel. Pa je to rasel in on je gledal in te 4 in je gledal in je rekel, prodal bom, ko bojo vsi 4 vredni 100 jurjev. Ne, veš. In pol, pač ne vem, to ni dosegel, te cene? Ne, takrat ne. Pa je šlo pa dol. Pa je šlo pa fajn. Pa je šlo pa dol, pa je pa reveš.
tako mu je bilo žal. Pa je pa tako na dnu je prodal. Pa si pa mogel čakati kar nekaj Ja, časa. in na dnu je prodal. In je tako prav. In zato pravim, da če bi imel knjigo od Hausla in če bi imel nauke od Morgana Hausla, bi danes imel 500 000. Pa pač nima. Jaz se spomnim tega 2018, zelo dobro. To je bila kar ena velika bolečina za marsikoga. Pa tudi takrat je bilo zelo veliko teh žetončkov, ICO-ji so se delali 2017, 2016 nekateri, se pravi izdaja teh nekih žetonov. Ne? A se spomniš tega? Ja, vem, ja. Fulih je bilo. A si kaj investiral v te zgodbe? Ti samo Bitcoin in čisto nič drugega. Ether Solana. Ether Solana. Ja. Kriptomenjalnica, katero uporabljaš? A to lahko poveš? Ja, skoraj vse. Skoraj vse. Imaš več kriptomenjalnic. Koliko imaš pa brokerjev? Kako misliš brokerje? Mislim, za trgovanje z vrednostnimi papirji. Nimam. Zakaj? Nimam. Ne trguješ z vrednostnimi papirji. Zakaj recimo se nisi odločil, da bi v svoj bogat portfelj investicij nepremičnine kripto dodal še mogoče kakšno delniško investicijo? Nisem. Donosi so super. Definira mi super, kaj to pomeni za te super? Super so, pismo so super. Že ETF-e, če pogledaš vsaj vzam zadnjih, ne vem, 10 let vzem. Debes, imaš tudi po 30%. Ja, imaš padec 22, v redu. Ampak pač imaš, res so super. Veš, da ti dobiš, ne vem, 20 pa 30%. Lahko pa tudi manj dobiš, no? Ampak v povprečju recimo S&P 9%. Ja, ne, zadnjih 10 let ne. Ne, zadnjih 10 ne, 100. Zadnjih 10 let je, ja, zadnjih 100 let imaš, ja, povprečju 9. Ja. Cela 3. In to ti je, ampak to je to, kar bi rad ljudem rekel, ta stvar je tudi načeloma v 100 letih je to kar ziharno. Ni to, da zdaj, to je pa rizično, to bom pa zdaj izgubil vse, ne boš izgubil vse. Če vzameš zadnjih 10 let, pravim, da je to zelo dobro. Ampak sam pri sebi je bilo tako, sem si rekel, 10%, 15% življenja meni v tem trenutku ne spremeni. Medtem, ko Solana iz 9 na 280, pa ja. In jaz mislim, da zaradi tega je tudi kripto tako privlačen. Privlačen za ljudi. Mislim, da je Bezos rekel, da vsako investicijo, ki lahko, ki ima potencial, ki ima možnost, neko vašo možnost, vašo logiko, da lahko naredi krat 100, bi moral zagrabiti. Pa se strinjam s tem. Ja, veliko ljudi pa potem, ko lovi te zaslužke, dela ogromno napak. Ti si omenil prijatelja, ki je na dnu prodal. Ja, zelo je. Ja. Pa se jaz sem bil tudi ta. Psihologija je tako močen faktor. Ti ne zdržiš pritiska, vsi kričijo okrog tebe, borza se sesuva, kripto se sesuva, vsi se derejo, dobesedno vsi mediji pišejo, povsod na vsakem koraku to poslušaš. Moraš ugasniti, to je hrup. Takrat ne bomo poslušali. Bomo poslušali Radio 1, ko bo bolj lahkotna vsebina, a ne? Ja, mislim, vsi verjamem, da je težko, ko si prvič. Ja, ko vidiš, recimo, ko ti vidiš, da se tebi portfelj skrči za recimo 50%, kaj doživljaš? Oziroma, da greš ti še celo v minus. Ja, jaz sem šel v minus. Ja, doživljaš vse, ti si slabo ti je. Fizično. Fizično ti je slabo, nabruhanje ti gre. To je stres, to je nenormalen stres. Ko vidiš, da gre dol, da je tako, ne, ja. To je tvoj denar, za katerega si delal. Tako, in pač, da ti zdaj izgubljaš, ja. Razen, pa bom spet rekel, tudi tukaj, pa ni prodaja. Jaz sam želim, da pač nekako tisti, ki gledate, da vam to res pomaga, no? Ker pač vam bo pomagal. Morgan Housel
res te nauči, da se znaš tudi v teh primerih, ko gre dol za 50%, sam nasmehen. Ja. On je tako preprost človek, njegov portfelj je tako simpel, brez kompliciranja. Ampak Slovenci se mi zdi, da smo nagnjeni k temu, ko si iščemo ful zakomplicirane produkte. In bolj, ko je zakompliciran produkt, bolj si mislimo, ja, to bo pa zihar delovalo. Ja, ali pa znajo iti tudi v neki novega. V neki novega. V neki novega pa bojo ful dal, pa še 2 prijatelja bojo pripeljali, ki bojo dal, pa na koncu bojo vsi brez. Jaz sem v zadnjih 15-20 letih naredila kar nekaj intervjujev z znanimi Slovenci. Ja. In moram priznati, da sem naletela tudi kar na veliko posameznikov, ki so bili tudi žrtev raznih prevar. Ja. Pridejo razni guruji do njih, vejo, zavohajo, da pač ima človek denar in ponujajo razne produkte. A so tudi do tebe prišli razni guruji, finančni svetovalci? Hoteli so mi pomagati, ne. Hoteli so ti pomagati, pa sem bil tako, hvala lepa, ne bi. Jaz se spomnim, je bilo tako pač kripto, ne. En nov kovanc, to je to zdaj na začetku. Kako je že bilo, 30 jurjev daš not in čez 6 tednov imaš 500. Čez 6 tednov. Jaz umrl sem od smeha, tole pa, to pa ne vem, ne. In kar nekaj jih je nasedel, kar nekaj jih je dal, ne. Jaz sem bil pa tako, ne dam, no, pa je bilo kar ura prepričevanja in bo tako tudi 100 evrov ne bom dal v to. Spet ponavljam, Bitcoin, ja, pač te kar neke imena, ki jih prvi slišim, ne. To pa ne bi. In so vsi ostali brez denarja. Čisto vsi. Tako, in je tako, ok. In je pol, ja, nekaj se je zakompliciralo. Mislim, jaz sem tak, no, če bi obstajala neka stvar, pa to govorim med prijatelji, ker pač vabo me je prijatelj, če bi obstajala neka stvar, v katero bi jaz lahko vložil 30, pa čez 6 tednov, da dobiš 500, jaz bi zelo verjetno nobenemu ne povedal, jaz bi dal noter 30 in čez 6 tednov, ko bi dobil teh 500, jaz bi poklical vse prijatelje, pelil jih na eno večerjo, pa bi rekel, veste, kaj sem jaz naredil, jaz sem dal 30, zdaj sem dal 500, zdaj tako, dajte še vi, ker to gre še, to bo super, to je fantastična stvar in če boste izgubili, vam bom jaz pokril. To bi jaz naredil za prijatelje. Ne bi pa mogel narediti tako, da bi dejte, pa da ni. Ja, kar nekaj znanih Slovencev je dejte, imeli razne propagande. Jaz sem dobil tudi ponudbo nekih slovenskih podjetij, da tudi samo oglašujem, da pozivam, da ne vložijo v kripto, da ne vložijo neki, da jih upravljajo denar in tako naprej. Jaz sem vse, pa bi me zelo dobro plačali za to, za te reklame, jaz sem vse zavrnil. Ker mi je bilo tako, vi ne rabite nobenega, vi lahko to sami. Kako lahko to sami? Marja tečaje. A ni tako? Ja, ampak ni o investiranju v kripto. Ni o tem, ampak je pa tudi to... Je pa obvladovanje tveganj, pa tako, kako na dolgi rok, tako, brez nekega finančnega stresa, ja, upravljati svoj denar. Ja, to je poanta. No, upravljati svoj denar, ampak tudi če, jaz nisem govoril samo o kripto, jaz sem govoril pač o investiranju. Vse je, a veš, je podobna stvar. Je dosti podoben. Moraš obvladovati pač tveganja, pač čustva svoje, ne. Ampak zato ne rabiš, hočem reči, ne rabiš nobenega, da to dela na mesto tebe. To hočem reči, da lahko res je, absolutno se s tabo strinjam. No. To mi je glavni problem. No. To mi je glavni problem. Ko te nekdo vab, da bo na mesto tebe neki delo, bež stran. Bež stran. Nauči se in naredili to sam. Jaz vedno pravim ljudem, da ko greš k finančnemu strokovnjaku, je ful dobro, da si zelo dobro finančno pismen, zaradi tega, da veš, kva ti ponuja na drug stran. Ker veliko ponujajo stvari, ki niso najbolj optimalne za tebe, so pa optimalne za tega, ki ti prodaje, ker on tam denar slušne. Ima pa absolutno nek interes, ja. Kakšen je pa tvoj odnos do dobička? Moš bolj konkretno vprašati. Ja, zdaj, marsikdo
recimo ti imaš podjetje, Ja. a ne, verjetno ustvarjaš dobiček, Ja. a ne, imaš investicije, predstavljam si, da ustvarjaš dobiček, ali te to nekako izpopolnjuje, razveseljuje, ko vidiš ta dobiček, te številke, ti da motivacijo za naprej. To je dosti podobno kot odnos do denarja. Ne toliko. Ne toliko. Ne toliko. Ne dam temu dost poudarka. Če bi zdaj rekel, kaj me bolj osrečuje, ali številka, ali polna hala Tivoli in smeh in aplavzi in dobra prireditev in tako naprej, me to bolj. Se pravi prihodki. To me bolj, nisem prihodki. Majte zafrkava. Ja, ampak ja, to me driva, to mi je tako, to mi je ta stvar. Pol te številke, denar in tako naprej, ki pač dobiček, to se mi zdi, da je posledica. No. Posledica, kaj pa davčna optimizacija? Vidim, da kar nekaj v bistvu znanih Slovencev optimizira davke v Bosni. Ja. Ne vem, vprašam. Najboljše. Znanih, ali ciljaš le na enega. A veš, to je zelo zanimivo. To, da se greš te stvari, ne? Pač se mi zdi, da to organi morajo pregledati. Meni se zdi prav, da če si tle, da pač plačuješ davke in je to. Če jih pa optimiziraš po svoje tukaj, jih pa pač optimiziri. A bi kdaj razmišljal o tem, da bi se preselil na Hrvaško, ki je davčno bolj ugodna država? Po 2-3 letih si praktično prost plačila davka na kapitalski dobiček, recimo. Ne, bi pa razmišljal o tem, da bi imeli podobno tudi mi. Ja, to bi bilo super. A veš, mislim, to pa ja, ne? A misliš, da bi se lahko kaj takega zgodil, ti imaš veze? Ne vem, ampak se mi zdi pa kjerkrat res kakšne stvari tako zakomplicirane, težke, skozi se spreminja, ni jasnosti, a veš, pa SP-ji zdaj imajo toliko, pa nimajo to, pa toliko lahko zaslužijo, pa se pa kar spremeni, ne, zdaj vam bomo dali manj, popodanci lahko to, in ti sploh ne veš, težko je planirati vnaprej, težko se odločiti, kaj sploh boš, ker imam pač okrog sebe, valjda, sodelavce in tako naprej, ki pač odpirajo, ker morajo imeti podprto podjetje in se kar tako, kaj zdaj je mi kot SP lahko, do kam lahko grem, zakaj se mi to bolj splača, ali se mi splača del odpreti, kakšne težave imajo. In se mi zdi, da se moraš konstantno odločati sploh, kako si ravno začneš neko zgodbo ustvarjati in ti že se neki zakoni spremenijo, ko se moraš mogoče odločiti, da boš pa drugače to zapeljal. Ja, to smo videli zdaj. Ja, zdaj je bilo, ja. In rad bi bolj, da bi bilo to tako, to je tako in to ostane tako. Pa zabetonirajte, naredite tako je in pa puste pismo, puste ljudi, da delajo, da ustvarjajo. Se strinjam s tabo. Kdaj si ti začutil, da je tvoje ime pravzaprav postalo kapital? Ker ti si brand, Denis Avdić je brand. Mislim, ime je postalo kapital, ne gledam to tako. Dobro, vem, da ne gledaš, ampak dejansko si. Ne gledam to tako. Kaj pa vem, mislim, a veš, na Radio 1 sem prišel 2007, ampak to sem delal ob službi, 2007 pa 2008. Pa sem prišel pa na 2009 stalno na radio. In tam se je začelo zelo veliko delati na brandingu. Smo imeli svetovalce, imeli smo Nemce, zdaj imamo Angleža. In oni so zelo veliko delali na tem, kar pomeni, da se, ne vem, določeni elementi delajo, ki te pozicionirajo, ki merijo pol ta awareness, likability, hate factor, vse imajo zmerjeno, vse podatke imajo. In pol tukaj, tle sem bil pol, rečemo, da sem se začel zavedati leta 2009,
2010, da je to pomemben. In je v bistvu tako, da vsak brand ima določeno prepoznavnost in potem ima večja je prepoznavnost, večji ima likability, ampak na drugi strani ima pa večji tudi hate faktor. Nič narobe, dokler je ta like večji od hate. Narobe pa je, ko pride recimo do polarizacije. Ampak tukaj pač moraš paziti pa uravnavati. Najbolj narobe pa je, da pač ni nič. Da nič ni, da nimaš nobenega, ki te mara, in ti nobenega, ki te ne mara. To je tako pač. Okay. Mislim, da vsak sproža neka čustva pri nekoga. Ja, ne? Ni tako, ena ali druga. Ja. Kaj sem hotela? Nekaj sem te hotela še vprašati vezano na to, da bi jaz pazil, da bi jaz zdaj pazil, kaj bom rekel, zaradi tega, da bom čuval nek brand. Ne, nisem bil tako, da zdaj, jaz bom pa zdaj, ne vem, grem na nastop, ali pa grem na radio, ali pa grem nekam, zdaj bom pa jaz tega ne bom rekel, ker se bom jaz temu zameril. Ali pa to ne bi bilo dobro, da rečeš, ker imaš, ne vem, ta oseba bi bila nekaj dobra zate in tako naprej. Jaz o tem ne razmišljam, meni vse. Ampak s tem, kar si zdaj govoril, je pravzaprav povezano tudi zaupanje. Ljudje ti zaupajo. Dosti podobno je tudi v svetu financ. Ti moraš zaupati v finančno inštitucijo, v finančne produkte. Zaupanje je pomemben faktor. To je tudi del psihologije denarja. Tako da, kako gledaš ti na zaupanje? Recimo, a bi ti verjetno je prešar oziroma pritisk tudi na recimo instituciji ali pa posamezniku, ko govori recimo o nekih finančnih zadevah. Recimo ti si izpostavil kripto, pa neke donose, A se ti zdi, da to zna biti mogoče malo, da bi pri ljudeh to mogoče izvali določene reakcije? Zdaj, ker sem to rekel, da sem izpostavil, da bi zaradi tega bolj zaupali v kripto. Bolj zaupali v kripto, mogoče bi bolj zaupali tebi kot finančnemu strokovnjaku? Ne. Nisem jaz ta finančni strokovnjak, jaz o tem zelo nerad govorim in zelo nerad tudi na radiju, jaz nikoli ne bi rekel, ljudje kripto, pa kupite bitcoin, pa kupite to, pa tega nikoli ne bi rekel. In tudi nobenemu tega ne bi jaz priporočil. Zato pravim, spet pridem nazaj, jaz se ponavljam, Morgan Housel, to je to, morate se sami odločiti. Zato mi je to tako dobro, zato mi je to fajn, to predavanje Morgan Housel, zato mi je to tako the best. Zato, ker pač dobiš neka določena znanja, dobiš neke določene informacije in nihče te v nič ne sili. Ti se potem sam odločiš, v kaj boš, kako boš, a sploh boš ali nič ne boš. To mi je the best. Meni je najhujš, da bi organiziral neki v Hali Tivoli ali pa nek dogodek, kjer bi te pol jaz prepričeval, dej sem, dej tlele neki, to bi bilo, to je prav tako. In ti vse pravim, svojega imena ne bi nikoli probal izkoristiti v to, da te kupite. Upam, da tako, da ne boste zdaj šli, kripto bomo kupili. In oktobra bomo kaj odiš, rekel, da bo oktobra. Ne, to more pač vsak. A veš, kaj sem pa pozabila povedati, pa tako mogoče bi večkrat mogla. Dobivamo ogromno vprašanj od ljudi, če bo zagotovljeno... Prevod. Ja, jaz isto. Prevod bo. Ja. Prevod bo, podnapisi in pa... Audio v slušalke. Audio slušalke, ja. Ko da bo skenirali si boste prek telefona, slušalke boste dali gor in boste imeli prevod. Tako da, tudi če ne znate perfektno angliško, boste dobili vse informacije. A te lahko še malo pogrilam, vezano na finance. Kaj se misliš o denarju na računu? A imaš varnostno rezervo, tako bom vprašala. Pravilo palca pravi 3 do 6 mesečnih prihodkov ali pa stroškov, da bi mogel imeti denar na razpolago za neke nepredvidene situacije. Kakšno je tvoje finančno stanje, bančno? Lahko pogledam. To me zanč na oddaji, kaj dogaja.
na kaj dogaja, me je vprašal, kaj je že ta fond Balantiča, kaj je. Ti zihar nimaš nič denarja na računu. Moje stanje je, ne mi gledati obveznosti. V redu. Lahko poveš. Je 4 uri, 687 evrov. To je to. To je to, decid. Se pravi, ti v bistvu denar ne kopičiš na bančnem računu, ampak v bistvu dela za tebe. Ja. To je poanta v bistvu tega. Tudi jaz nimam veliko denarja, malo več kot ti. Malo več kot ti, krat 2. Ampak je na bančnem računu, ki je obrestovan. Drugače pa denar načeloma je zato, da ga pošljemo v službo, da dela, da je produktiven, da je aktiven član naše družine. Mislim, če jaz hodim v službo, ne greš on. Ja, se strinjam s tabo. Če jaz sem res delal, jaz ostajam, zdaj malo, veš, tako, res več kot 20 let že, nekaj kopiš in da pol kopičaš, to je, tako se mi zdi neumen. Ej, Denis, a te veš, da tebe ljudje kopirajo? To je zdaj kar nekaj. Ne hecam. Dejansko v bistvu zasledujejo tvojo naložbeno strategijo, tvoji prijatelji, kolegi, znanci, ki vejo, kaj počneš. A ti to veš? Kakšen pogled. Ne, to je kar nekaj, to ne vem zdaj. Recimo, poznam en primer, ki v bistvu te ima za zgled in v bistvu sledi tvoji strategiji investiranja, se pravi kupovanja recimo nepremičnina, ne? Copycati, to je nekaj, kar je. Pač verjetno, jaz isto mislim. Veš, kako je mi, pač komiki v Sloveniji, če pogledaš, ne? Mi smo vsi iz nekih čudnih, zelo zanimivih okolij prihajamo, no. Noben ni tako, ni noben komik. Vsi so bili neki problematični, ne vem, kakor pač pa, ali otroci ločenih staršev, ali veš, nobeden zdaj ni, da bom rekel, da ima neko zelo lepo, normalno zgodbo za sabo, noben je nima, tako niti en, vsi imamo neke težave in vsi smo imeli verjetno travme neke, zelo zato, da danes delamo to, kar delamo in še danes nismo zaradi tega perfekt in verjetno nikoli ne bomo. Ampak tako je, zdaj pa in iz tega pol izhajajo tudi te neke finančne, da kopirajo ali pa ne vem, kako kopira se jaz. Pač ljudje te vidijo kot uspešnega posameznika. Jaz pa sebe še ne. Še ne? Še ne. Kaj pa rabiš še, da boš rekel, jaz sem pa uspešen? Ker je poglavje tudi v knjigi Never Enough, to si ti, Never Enough. Ti rabiš še. Jaz sebe ne vidim še kot ne vem, koliko uspešnega. Uspešen je moj lastnik. On je uspešen. Jaz pa delam za njega. Ampak lahko bi delal pa tudi sam za sebe. Ja. Ker tudi delaš konec koncev sam za sebe. To je ta drug del joba. Tudi ta drug del. Ampak jaz recimo njega vidim kot uspešnega. Kaj pa je definicija uspešnega posameznika sploh? Kaj je on, da ga opiš, kdo je ta človek, za katerega ti meniš, da je uspešen? Mislim, če tako gledam, zna prepoznati, uspešen človek zna prepoznati posel, priložnost, sposobnost pa talent. In po drugi strani mora tudi riskirati. Marsikaj, da pol pa verjetno to neko zgodbo. Tako da mi vsi, se mi zdi, ki smo zaposleni, nekje, ki pač delamo nekaj v podjetju, ki ima nekega lastnika, v bistvu delamo za sanje nekoga drugega. Ne pa za svoje toliko. Oziroma, dajmo tako, verjamemo v te sanje nekoga drugega in damo za to tudi sebe in svoje. A bo prišla tudi točka, ko boš rekel, zdaj pa čas, da začnem delati za svoje sanje? Ne, ta točka je že zdavni prišla pri meni. Da se boš samo temu 100% posvetil? Ja. Mislim tako, da bova lahko rekla, da sem uspešen. Tako, na neki
višji točki, kaj jaz vem. A veš, ampak zaenkrat je tako, da tepeta se dve stvari. Jaz moram biti prisoten, jaz moram biti zdrav, jaz moram imeti vse avto, se moram nekam odpeljati in nekaj delati, nekaj narediti, za kar me ta nekdo, ki je, pač plača oziroma dobim neko plačilo. Zdaj, če mene ni nič. To je ta točka. Ampak pri meni se tepeta dve stvari, ne? Da jaz, kakorkoli se to sliši, jaz to rad delam. Jaz rad grem tja. Zjutraj meni ob 4 vedno težko vstati. To pravi, si se navadil. Nisem se. 20 let. Nisem se navadil. Nikoli se vam navadil. Jaz vsako jutro pomislim, da bi dal odpoved. Ne da se, ob 4 ne. Mislim, ti s tom ob 5, zjutraj karoža. Ampak ob 5, ko sem pa v studiu, to je pa adrenalin. Je pa meni super. Jaz si ne predstavljam, da bi nekaj drugega počel. Da meni je pa to srečen. Zelo. In sem rad tam. In mi je ta studio, mikrofon, to meni, ne vem, ne znam opisati. Je ravno tako na odru, jaz se kar ne moreš se kar odpovedati, zdaj pa namesto ram zaradi sebe. Na enem podcastu si povedal eno zadevo, ki me je malo presenetila, zdaj čisto v eno drugo sfero gremo. Kam greva zdaj? Da ne kupuješ da nikoli nisi kupil nič preko spleta. Ne. Kako? Ne, to pri meni, Ana, če kaj kup, ona kup, jaz ne. Jaz prek spleta nič nisem kupil, še prek spleta. Kaj pa rezervacija kakšnih letalskih kart ali pa kaj? To še nisem naredil. Bi rekel, da si digitalno pismen? Ne, zelo slabo. Jaz nimam nekih dodatnih aplikacij na telefonu. Če bi ti videl moj telefon? Ja, vem. Tudi Ana ima recimo, ampak ona te karte kupa, pač. Ali pa če gremo s frendi, vedno nekdo tudi drug kup. Kakšen je pa tvoj odnos do denarja, do keša? Kako ga imaš, keš, tako fizičen keš? Ja. Tako plačuješ s kešem? S fizičnim? Ja. Ja, tako sem se iz minusa zvlekel. Točno tako sem se iz minusa zvlekel. Jaz se 5 let nisem iz minusa zvlekel. Ni šlo. Potem sem pa prebral eno prvih knjig, ne me gredo gledati. Meni je top knjiga, preberite to knjigo. To je pač Bogati očka, revni očka, Robert Kiyosaki. Kaj se mu je malo zdaj? Se mu je kar zdaj. Ampak takrat, veš, je pa pač to je to. In plačuj v kešu. Zakaj? Ker boš imel občutek, koliko je vreden ta keš. Ker doskrat mi gremo in to kartico in kar povlečeš, ne? In ti kar kupaš in, veš, ti, ki greš kupiti nov telefon, pa boš dal Jurija za njega, Jurija 200, Jurija pa pol so iPhone, ali ne. Ti greš in ti kartico povlečeš in to ti kar skine dol. Dvigam, pa pej, naštevaj, boš videl, koliko je ta telefon. To tako, pač malo zaboli, ne. In ko plačuješ z denarjem, dobiš občutek in jaz sem se tako iz minusa zlekel. In mi je ostalo v navadi. Jaz ti moram iskreno priznati, da jaz gotovine ne uporabljam že po moje 15 let. Ne. Ful je bilo smešno, ker sem mi plačal parkirnino takrat v Halitivu. S kovanci, ja. Jaz ga nimam. Jaz drugače ne morem. Ker se mi zdi, da imaš kontrolo nad sabo, koliko zapraviš. In to se mi zdi, da je prav. Mogoče, ja. Na neki točki, ampak pa ja. Ne vem, jaz sem nehala uporabljati gotovino že zelo dolgo časa nazaj. Malo težko je v kakšnih situacijah, ker rabiš keš, ampak takrat se pustim častiti. Ampak tudi, ker si bila v minusu, a si bila sploh kdaj v minusu? Valjda si bila v minusu. Ja, pa niti ne, da bi bila ful v minusu. Jaz imam vse pod kontrolo že od nekdaj. Dejansko nimam nobenih dolgov, nič nimam. Super. Če sem tako z tega vidika brezvezna. V glavnem, Denis, kaj bova še povedala za konec? Zdaj ti ponavadi ful dobre zaključke narediš. Mislim, moj message bi bil upravljanje denarja, upravljanje premoženja, pa jaz bi rad rekel denarja najprej, ne premoženja, denarja. Dobiš tisto plačo in kako narediti nek korak naprej, oziroma kako narediti nekaj več. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da tukaj pač nekako
si utrgate ta čas tudi za to, da namenite, da vam to postane nekaj normalnega vsak dan. Vzeti sajt, ne bom rekel zdaj uro, dve, vzem 20 minut. Hala Tivoli, Morgenhausel vam bo v tistem večeru dal pot, razlog, kako. Ne razlog, jaz mislim, da vam bo dal neke vrste motivacijo. Opogumil vas bo, da boste začeli. Ker to je najbolj pomembno, pa hkrati tudi najbolj težko. Mogoče se zdi enostavno, ampak je zelo težko je začeti. Jaz ne vem, koliko pri tebi zelo težko. Ljudi, ker pač, ki jim je vse jasno, ki jim vse razložiš, pa kar ne začnejo. Zelo pomembno je začeti, zelo pomembno je tudi, da ne razmišljate kdaj, ampak je najboljši čas je zdaj. Pa bom dal za primer nepremičnine. Kdaj kupiti, vedno sem čakal, eni so čakali, pa vedno boste se spomnili, da nisem kupil stanovanja leta 2026, ker sem čakal, da pade, pa boš v bistvu videl, da je bil zdaj najboljši čas. Tako je bilo tudi, če pogledate za nazaj in tako naprej. Tako da Morgenhausel, obvladovali boste sebe, strah, pohlep, a boste bogati, ne vem, zagotovo pa brez keša novte, če boste prišli na Morgenhausel. To pa garantiram, brez keša ne boste. Ker bo pač. Ker bo tudi knjigo dobili najno. Najna knjiga je, ki ti bo dala tudi neke vrste zagon. Ti bo dala. Definitivno, ti boš napisal bolj življenjsko, jaz si mi pa povedal, da moram bolj vodič narediti. Moraš, ker se mi zdi, da ljudje to, prvi korak je, da ljudje to rabimo. Se mi zdi, da to nujno rabimo. No. Jaz pravim, zdaj, veš, podcast tvoji gledajo ljudje, ki že tudi neki vejo. In za njih bo mogoče ta najin pogovor in to, kar Avdić govori, nekaj tako brezvezega, da bolj ampak ni za vas. Jaz pravim, da so okrog nas ljudje. Meni se gre predvsem za te, se pravim, dobrodelne zgodbe. Meni se gre za te naše otroke, kar res izhajajo iz družin, ker pač ne more priti do njih, ker jih pol začnemo nekaj obsojati, pa zakaj se tako obnašajo, da so otroci, da so pol nesramni, pa razbijajo, pa kradejo, pa ne vem, če so to zrastejo. Ja, ampak dostikrat je krivo okolje, v katerem odraščajo, družina, iz katere izhaja, in to se vleče že iz generacije v generacijo. In tukaj se mi zdi, da je prav, da prekinemo. In tle si jaz želim, da znamo reči, ok, da se drugače, dajmo to spremeniti, zato je potrebna volja, čas, denar bo pa prišel. Ja, res. To je to. Vse pride. Mislim, če rad enemu iz Bosne, s policajo. Enemu policaju iz Bosne. Ja, ker več, veš, jaz tako, kjer ga doskrat rečem, tako, zakaj ne bi tudi vam, pa tako nobenih posebnih znanj. Ali pa česar. Imaš neki, no. Pustimo to delovnost, ampak tako hočem reči, da tudi na podlagi ravnanja znanja. To hočem reči. No. Ko enkrat začnete pač pravilno delati z njim, vas zna tudi nagraditi. Bravo, odlično. To je to, Denis, najlepša hvala, da si bil gost na podcastu MoneyHow. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav.